tedne nazaj, mesec nazaj smo praznovali Veliko noč. In to se strinjamo, to je največji praznik, največji krščanski praznik, zato ker se takrat spominjamo Jezusove smrti in njegovo vstajenje od mrtvih. In v nekem smislu to, kar želim zdaj v bistvu povedati, samo en majhen komentar k te eni stvari, ki smo jo proslavili, takrat in ki jo pravzaprav sledimo vsak dan in vsako nedeljo. In to je to, Jezus je vstal od mrtvih. Želim v bistvu dejansko samo eno razmišljanje, ki izhaja ven iz tega podati. Gospod, prosimo te, da nam ti sam govoriš. Ti, ki si vstal od mrtvih, ti, ki si postavljen v moči za vladarja, Gospod, prosimo te, uči nas, Bog nas, učitelj danes, govor nam, dvigaj naš pogled, ohrabri nas, Gospod, ojačaj nas za vse, kar je tvoje zmene. Amen. Amen. V bistvu to, kar prinašam zdaj, je na nek način sveže iz delavnice, bi lahko rekel, ker med drugim pač se ukvarjam tudi s tem, da prevajam Sveto pismo in takrat, ko prevajaš, moraš jeti in malo bolj raziskati pomen določenih izvirnih besed. In ko smo prevajali Evangeliji po Marku, nas je ena stvar presenetila. Namreč to, da imajo te besede v novozavezni grščini, s katerimi mi opisujemo svojo vero. Te glavne besede, ki jih uporabljamo, da imajo vse v bistvu političen pomen. Naprimer, beseda evangelij je v grški kulturi, zdaj ne govorimo o judovski, v grški sočasni kulturi, je pomenila novico, da je nastopil nov vladar, nov cesar. Vera, beseda vera je pomenila tudi lojalnost imperiju. Beseda cerkev je pomenila, eklezija je pomenila zbor svobodnih meščanov, ki so se sestali, da bi avtoritativno odločali o zadevah v mestu, z glasovanjem. To je nekakšen parlament v bistvu. To je cerkev, eklezija je tisti kraj, kjer se je odločalo, kjer so padale vse ključne odločitve. Pa Gospod, Kyrios v grščini. Nam se ta naziv sliši pobožno. In tudi je, ampak, ko je to slišal Grk ali pa Rimljan, je slišal cesar, ker je bil to cesarski naziv. In tako bi lahko šli naprej, še druge ključne besede, ki jih mi uporabljamo, kot kristjani skozi. Vera, cerkev, evangelij, Gospod. Vse te besede so v tistem času imele en zelo močen in zven. Ne nazadnje pa tudi naziv Kristus, Mesija. To je bil vladarski naziv, in da so pričakovali vladarja, ki bo prišel in ki bo osvobodil Božje ljudstvo sovražnikov. Kako bi me vi pogledali, če bi jaz rekel, da ko smo praznovali Veliko noč, da smo praznovali nastanek nove države. Ampak v nekem smislu to drži in to želim razložiti. Se pravi, vse skupaj, tako ko bereš Novo zavezo v grščini, se pravzaprav vse skupaj sliši takole. Bog nam sporoča, da je ustanovljena ena nova država. In pričakuje, da smo lojalni novemu vladarju. In da se udeležujemo zborovanj, kjer se bo avtoritativno odločal o zadevah v tej novi državi. No, zdaj, seveda, a to pomeni, da vse, kar mi vemo o Jezusu, pa da tako, kot mi uporabljamo te besede, sicer, da je to narobe. Ne, ni narobe. Te besede imajo tudi ta, recimo, temu navaden pomen, katerega smo navajeni. Evangelij je seveda tudi Božje sporočilo o odrešenju. Vera je tudi osebno zaupanje, zanašanje, zvestoba Jezusu. Gotovo. In tako naprej. Ampak vsem pa tole, kar sem povedal, pa nekaj pomeni. Pomeni to, da moramo svoje razumevanje razširiti. Ne pravim, da moramo zamenjati, pravim, da moramo razširiti. Moramo v bistvu svoj pogled pustiti Bogu, Božjemu duhu, da nam odpre srce, kako radi rečemo, odpre da si začnemo stvari predstavljati drugače. Jaz pravzaprav to vidim kot tisto,
osnovno vajo, ki ne bi jo kristjani vse čas počeli. Piše Pavel v pismu Rimljanom, darujte svoje telesa kot živo, darujte to je dejanje smiselnega bogoslužja. Zakaj? Da se boste prenavljali v duhu svojega uma, da boste prenavljali to, kako dojemate vse skupaj. Bog prenavlja vse kompletno, od začetka do konca. In tole želi biti prispevek k tej prenovi, da si začnemo predstavljati, kako Bog iz svoje strani gleda na vse skupaj, na ves svet, na vso človeško družbo in potem tudi na to, zakaj ima Bog ene takele skupnosti, ki se takole dobivajo pa molijo ob nedeljah, pa tudi seveda vse druge dni. No, kako naj si torej vse skupaj predstavljamo? Zdaj, prvo, kar lahko takoj vidimo iz tega, kar sem povedal, takoj nam lahko rata ničkem bolj jasno, zakaj je Jezus ves čas govoril o Božjem kraljestvu. To vemo, to je Jezusova tudi geslo, skozi govori o tem Božjem kraljestvu. V tej luči, če gre res za nastanek nove države, potem to rata jasno. Tukaj Bog dejansko vzpostavlja vladavino, kraljestvo. Prav, Jezus je svojim rojstvom, delovanjem, svojim učenjem in predvsem pa potem svojo smrtjo, svojim ustajenjem z nebohodom in potem s tem, da je poslal Svetega Duha, je dejansko ustanovil novo državo, Božjo državo. Zdaj pa seveda, ta država ni še ena med državami, je ni na zemljevidu tega sveta kot eno zaključeno, strnjeno ozemlje. Se pravi, ni nekje med državami, ki jih imamo tlele. Je ni se pravi na zemljevidu kot strnjeno ozemlje. Zakaj? Zato, ker prestolnica tele države je trenutno nekje druge. Je v nebesih tam, kjer Jezus sedi na Božji desnici. Božja desnica pa je že mesto oblasti in moči. In Nova zaveza govori o nebeškem Jeruzalemu. Pa govori o Sionu zgori, kamor spadamo, kjer je naša domovina, kot prav Pavel v pismu Filipljanom. Prav prestolnica države obstaja, prav zares, sam je ni trenutno na zemljevidih tega sveta. No, ampak ta država je pa vse in tudi je prisotna tukaj. Kako? V celem svetu ima svoje ambasade. Razpršene, ampak posod. Ambasade, to so uradna predstavništva. Nič manj kot to. Na ambasadi je država uradno predstavljena in uradno zastopana. Pa še ena posebnost na ambasada. To, da tistih par kvadratnih metrov v uni hiši, kjer je, velja dejansko za ozemlje države, ki jo predstavlja. Tole smemo, dejansko smemo vzeti zares. Ko se mi zberemo v imenu Jezusa, je tukaj že prostor, je tukaj že nebeško kraljestvo med nami, zares. Jezus sam je obljubil, tam, kjer sta dva ali pa so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. To je prva stvar, ki jo moramo razmisliti. Se pravi, ko se mi kot lojalni predstavniki te Božje države zberemo, v imenu vladarja, v svojem imenu, okrog njega se zberemo. Takrat je to že Božje ozemlje. Vsaka krščanska hiša, tudi če sam mož pa žena morda skupaj, je ta prostor že prostor Božjega kraljestva. Ker sta se že dva strinjala in je po izpovedi dveh prič je stvar že ustanovljena. Tako Božja država trenutno biva v sedanjem času. Se pravi, ni strnega ozemlja, je pa veliko majhnih predstavništev, konzulatov. Ja? No in seveda, iz tega, če to je tako res, potem lahko takoj razumemo, zakaj je pa potem zmeri tukaj ena napetost. Jasno, mi tukaj predstavljamo eno drugo državo. Zato je nujno, da je tukaj med nami pa pred preostankom, da je ena napetost. Vemo, včasih ta napetost bolj kot taka latentna, kot nerazumevanje, druge po svetu je ta napetost kot preganjanje. Naši brate pa sestre pričujejo skrbjo tudi danes. To ni še več kot kdaj prej nam da. Zato je, in tako je bilo od začetka in tako bo do konca. Božje kraljestvo je bilo ustanovljeno skrbjo prvega pričevalca Jezusa in potem naprej. Drugače ne more biti.
jasno, mi predstavljamo drugo oblast tukaj v tem svetu, res drugo oblast, pa drugo ureditev sveta. Tako ureditev, kot si jo Bog zamišlja, ne tako, kot si jo ljudje, pa človeški sistemi zamišljajo. To je Božja ureditev, to je una dobra Božja ureditev. Ne? No, Jezus zato pravi, Božje kraljestvo zdaj trpi silo. Ne? On sam je vedel, o čem govori. Ne? In zato smo tudi mi poklicani, da moramo tudi mi vzeti, tako kot on, tako kot vladar, tudi mi moramo vzeti svoj križ in jeti za njim. Ker je ista pot za njega in za nas. Ne? In seveda, zakaj? Zato, ker se trenutno se poglavarstva pa oblasti tega sveta se ne podrejajo Božje oblasti, te, ki jo vidimo v Jezusu. Cela velikonočna zgodba je v bistvu tole. Jezus pride v Jeruzalem kot kralj. Ta vzklik Hozana je bila kraljevska dobrodošlica. Njegovi ga ne sprejmejo, križajo. Samo Bog pa odgovori in to odgovori nepreklicno. Prav ne, on je kralj. In da boste vedeli, živi na veke. Dvigne ga od mrtvih in ga postavi za Božjega sina v moči, prav pismo Rimljana. Po vstajenju od mrtvih je Jezus postavljen za Božjega sina v moči. Na križu je v šibkosti, ampak po vstajenju od mrtvih je pa v moči. Nepreklicno. Božja oblast se je tukaj v tej eni zgodbi Jezusa iz Nazareta že do konca realizirala. In mi smo vsi sad te zgodbe. Ven smo sadike, ki rastejo ven iz tega smo. Nič drugega. In zato moramo razumeti, da je ta trditev, ko mi rečemo Jezus je Gospod, zato je ta trditev tako ključna. Zato, ker je nezaslišana. Mi s tem pravimo, Jezus je dejansko že postavljen in funkcionirajoč vladar, predsednik, če hočete. Jezus je predsednik. To je ta izjava in seveda zaradi te izjave so naši bratje pa sestre skozi zgodovino dajo svoje življenje. No in mi s tem, ko mi pravimo Jezus je Gospod, ko slavimo tukaj Gospoda, mi dejansko pravimo, da je Jezus že postavljen za vladarja vsem v človeštvu, pa naj to posamezniki sprejmejo ali pa ne. Mi vemo, da to je tako. In to je dejstvo, na katerem smo mi postavljali kot skupnost. No, potem pa naprej. Vemo pa tudi tole, ne, da to, kar mi trenutno zdaj izkušamo, ne, da so to začasne, da so to trenutne razmere, v katerih se nahaja ta naša država. Namreč to, da je prestolnica v nebesih, tukaj imamo pa tele ambasade. Vemo namreč, da bo ob svojem času sam vladar svojo močjo, svojo božansko močjo, da bo nastopil, piše, da bo uničil vsa poglavarstva in oblasti, ukinil bo takrat vse države in takrat bo razširil to svojo oblast, to svojo državo po vsem svetu. Ne? Mogočne bo vrgel s prestolov in povišal bo nizke, tako je rekla Jezusova mati Marija. In ti nizki smo mi zdale v teh majhnih ambasadicah. Oni, ki so pa na oblasti, ki so močni, ne? Temu pa Bog zbrisal, temu pa Bog ukinil. In takrat vemo, bo vladar dokončno zbrisal greh z tega sveta. In takrat bo prenoval vse stvarstvo. Ne bo več greha, ne bo več smrti. In takrat, in to bodite pozorni, takrat se bo pa prestolnica preselila iz nebes na zemljo. Zadnjo veliko videnje v razodetju je točno to. Jeruzalem prihaja iz nebes na zemljo. Trenutno je stvar taka, da je, ampak Božja vizija ni. Božja vizija je obnovljena nebesa in zemlja. Vse stvarstvo obnovljeno v moči tega, kar pa že vidimo v Jezusu in njegovem ustajenju od mrtvih. No, zdaj pa me lahko vprašate, ampak dobro, zakaj ima pa Bog tak načrt? Ne? Zakaj sta tle ti dve stopni potrebni? Ne? Najprej zdaj te majhne ambasadice, ne? Pol čez pa invazija, ne? Ko bo Bog ko bo Božja država dejansko zasedla v svetu. Tukaj je seveda možnih več odgovorov, ampak vsaj eden je pa naslednji. Bog si v sedanjem času išče ljudi, ki bodo v prihodnem času skupaj z Jezusom vladali v tej državi. To Bog išče zdaj v tem času. Se pravi, v enem smislu bi lahko rekel, išče ljudi, ki bodo imeli vodilne funkcije, ki bodo izvrševali oblast v tisti državi. To je
Tukaj pa moramo dejansko z Božjim strahom reči, to je neizrekljiv privilegij, ki ga imamo kristjani, katerega smo poklicani. To je res milost, ki se ne da opisati, ker nam je Bog da, in to spada k identiteti nas kot Božjih otrok. A ne veste, da bodo sveti svet sodili, prav Pavel Korinčanom? In soditi v Svetem pismu pomeni tudi vlada. To spada eno k drugim. A ne veste, da boste angele sodili, prav Pavel, spet Korinčanom? To je vizija, to je apostolska vizija, cerkve pa Božjega ljudstva. No, ampak če je to tako, vidimo pa takoj tudi še naslednjo stvar. Da tale naš sedanji čas, ki ga živimo na zemlji, ni samo to, da smo mi sprejeli Jezusa in zdaj se pač, držimo vsega, tukaj se moramo in čakamo na to, kar pride. Ne, tukaj je nekaj več, nekaj bistveno več, je tukaj zdaj v tem času. Tale čas zdaj je trening. Če smo poklicani tja, to ne pomeni, da se tista stvar tam začne. Potem, kot govori Jezus in Sveto pismo, se trening začenja tukaj pa zdaj. Bog nas tlele zdajle hoče učiti hoditi v tej novi oblasti, v tej dobri oblasti, ki jo vidimo seveda v našem vladarju najprej v Jezusu. To je v bistvu zelo spodbudna vizija, ker naše celotno življenje je to, da se učimo in se usposabljamo za to delo, ki ga bomo nekoč upravljali, ki ga bomo upravljali vso večnost. In tukaj seveda je to delo, ki je prihaja od Boga in prihaja in se dela seveda v moči Svetega Duha in v njegove besede. Se pravi, tista oblast, ki bo nekoč slavo napolnila ves svet, je tukaj zdaj med nami, po Svetem Duhu. Sveti Duh je že oblast te nove Božje države, tega Božjega kraljestva. Drugo Petrovo pismo, začetek vemo, je tisti fantastičen stavka, prav, da nam je v božanski moči, ki nam je dana, je podarjeno vse, da bi lahko živeli pravo življenje in da bi bili deležni Božje narave, božanske narave. O tem govorim. No, seveda, zdaj pa, kako govorimo, moramo pa nujno povedati tudi par besed o tem, kakšna je ta oblast. In za katero se mi urmo in se treniramo zdaj. In to je seveda važno, ker čim seveda sem začel govoriti na tak način, mi se pripravljamo za vodilne funkcije, mi se, in se pravi, to se sliši, to ima določen zven tukaj, in tle moramo pa seveda paziti. Tukaj ne smemo kar avtomatsko, in v bistvu sploh ne smemo prevzeti predstav, ki v oblasti vladajo v tem svetu. Ker oblast v Božjem kraljestvu je kompletno drugačna. Oblast v Božjem kraljestvu najprej ni sebična oblast, tista, ki sebe postavi, pa druge dol tlač, ampak je oblast, ki se razdalja. In Jezus sam to demonstrira najlepš. V 10. poglavju, v koncu 10. poglavja v Markovem evangeliju, vemo, imamo tisto situacijo, ki se učenci tregajo, kdo je največji. In mislim, še nič neštevate. Niste dojeli nič. V Božjem kraljestvu se ta stvar obrne na glavo. Kompletno se obrne na glavo. In Bog reče, največji v Božjem kraljestvu je v bistvu tisti, ki služi do konca, do zadnje kaple krvi. In zato lahko vemo, zakaj je Jezus prvi. In zakaj je Jezus prvi. On je pokazal do konca, kako Božja oblast izgleda. In zdaj pa seveda to človeško zgleda šibko, ampak Pavel prav, tisto, kar je šibko pri Bogu, premaga svetovno moč. In zato smo mi poklicani v točno to obliko oblasti. Jezusova oblast, direktno. Lahko bi rekel, da je prvi zakon, spet v narekvajih te države, je ta ljubezen. Prav takšna ljubezen, ki jo vidimo na križu. Ona ljubezen, ki se daje, ki se žrtvuje za drugega. To je prvi zakon te države, v katero smo poklicani. Je ljubezen. Jezus sam je rekel, da je to v bistvu edino, kar je pomembno, prvo, kar je pomembno in povzema vse. Ta oblast, o kateri govorimo, je dobra oblast. In tega seveda v tem svetu ne moramo videti. Ker ena od stvari, ki se je zgodila v padcu, greh, je točno to, da je sam
koncept, sam pojem oblasti se je pokvaril. In ljudje zapiramo drug drugega. Ampak oblast, o kateri pa govori Sveto pismo, je pa dobra oblast. To je tista oblast, ki je človek na začetku, ki je Bog na začetku ob stvarjenju dal človeku, ki je gospodujta vsem. To je oblast, ki je dana za to, da skrbi za vse stvarstvo. Da skrbi, da neguje, da dviguje vse skupaj. V Jezusu tudi vidimo, to je zdravilna oblast. To je oblast, ki prihaja, ki celi, ki vse dviguje, ki vse obnavlja, ki vse v bistvu vrača v tist, kar naj bi bilo po Božjem načrtu, vrača v tist namen, ki ga je Bog imel, s to pa z eno stvarjo. Takšna je Božja oblast. Taka je bila Adamova oblast na začetku. Zdaj vemo, da je Adam s padcem to oblast zgubil. Vemo pa tudi, da je Jezus s svojim vstajenjem od mrtvih dobil nazaj. Da nam je vsa oblast v nebesih in na zemlji. No in tukaj imam pa zdaj eno veliko besedo. Bog je v tem času skrb za ves svet izročil Kristusovemu telesu. Še enkrat, Bog je cerkev poveril skrb za vse ljudi. Zato nas ima tukaj. To je ta dobrohotna, zdravilna, očetovska skrb. To je klic za nas, za cerkev v našem času. Velik klic, visok klic. In jasno seveda tega ne delam s človeškim način, ker tega jasno tudi ne moramo. Pavel, orožje našega vojskovanja ni človeško, ni leseno, ampak je po Bogu, od Boga. Tako da je prvi način, kako mi to dobro, zdravilno oblast izvršujemo, konkretno, je kar molitev. Predlagam vam, da si potem doma preberete drugo poglavje v prvem pismu Timoteju, sploh začetek poglavja. Tam Pavel tako pravi, najprej nas vse pozove, da molimo. Molite za vse ljudi, na oblasti te, v tretji, četrte. Potem pravi, na vsakem kraju ne možje in žene dvigajo svete roke k Bogu. In potem Pavel stic naprej, reče, Bog hoče, da bi se vsi rešili in da bi vsi prišli do spoznanja resnice. Ko cerkev moli za druge, za one odzune, takrat stopa v to svojo temeljno vlogo, da skrbi s to ljubečo, žrtvujočo se skrbjo, skrbi za svet in zunaj. Zato je klic k molitvi tako pomemben. To ni nekaj, ki malo ojača ali pa naredi, da stvari malo bolj potekajo. Ne, to je bistvo, to je prva stvar. Zato je Jezus hodil na gore, pa je cele noči bil v molitvi, zato ker je on seveda začetnik tega, on je duša molitve. Zato je klic k molitvi taka velika stvar, ker je temeljna stvar. Ker je temelj našega klica kot Kristusovega telesa v tem svetu. Kaj se dogaja pod molitvi? Ambasada kliče centralo. Rakovnik Ljubljana kliče nebeški Jeruzalem. Ja? In pros za to, kar rabi. Ambasada je samo majčkana stvar, ampak obstaja pa centrala. In molitev je točno to, da ambasada kliče centralo. In prav, tlele rabimo, pomagite, pošljite ta una sredstva, pošljite, tam v skladišču so stvari, pošljite, vem, da so, pošljite jih. Rabimo zaloge, rabimo sveže zaloge, rabimo hrano, rabimo zdravila, rabimo to uno pomoč, rabimo orožje, rabimo stvari, ki nam bo pomagali rešiti težave. Govorimo o nebeških sredstvih, o nebeški valuti, to je zlato prečiščeno v ognju, piše v Rozodetu. In vemo pa nekaj, da je pri Bogu, da je izobilje. In da Bog v izobilju daje vsem, ki ga prosi. Mi živimo v svetu, kjer je skozi pomankanje, skozi ni dovolj, pri Bogu ni tako. Bog je darovalec, ki je dal največji možen dar.
Jezusa. In Pavel pravi, kako nam ne bo z njim tudi dal vsega drugega. Torej, pridimo, prehajamo z vero, poglejmo, kaj se res dogaja, kaj mi molimo. Ambasada kliče centralo, kliče Sion od zgore in prosi za pakete pomoči iz nebes, pakete Božje milosti, pakete Božjega duha, duhovne darove in duhovne sadove seveda. Oboje, vse rabimo. Vse močno rabimo zato, da bi lahko bili dobra ambasada, da bi lahko kolikor toliko spodobno predstavljali tole državo, ki jo ne bi predstavljali. Tukaj in ko molimo, ko kličemo k Bogu, seveda ne gre za nas v bistvu, niti ne gre za ambasado, ampak gre za ugled države, cele države, za strateške cilje cele države. Ne? Se pravi, če pa to tako, pa lahko računamo na to, da bomo uslišani. Ker ne gre za ambasado, gre za cilje države tukaj, ki so pod vprašanjem, ki so kritični. Mi kličemo v centralo za stvari, ki se tiče države. Ne nas. Ne. Zato imamo lahko gotovost in zato nas Jezus poziva in izziva prav, ko molite, verujte, da ste že prejeli in se vam bo zgodilo. Ampak ta logika se opisuje v tole noter, ne. Ker mi ne delamo zato, ko mi molimo, rečemo v imenu Jezusa. Ampak ne, to ne bo samo fraza. Ne bo to res. Ker mi ne kličemo to meni, tega ne prosimo zaradi sebe. To prosimo zaradi Jezusa, zaradi tega, za kar se gre Jezusu. No, potem pa druga značilnost, ali pa drugi zakon te države. Če je prvi zakon ta ljubezen, ki se razdaja, pa skrbi, pa ki ozdravlja vse, je drugi zakon te države je pa mir. Ja? Ta država se vzpostavlja z mirom, ne z vojno in ne s silo, tako kot posvetne oblasti. Voditelj te države ima naziv knez miru. Pripadniki te države se imenujejo tisti, ki delajo mir, tisti, ki delajo mir in se imenujejo Božji otroci. Se pravi, ambasada je torej kraj, kjer ljudje že živijo v miru z Bogom najprej, potem pa tudi v miru drug z drugim. Tam so človeški konflikti že prenehali. Kri zaveze jih je uprala in prekinila. Tam smo ljudje že spravljeni in z očetom in drug z drugim. Bratje pa sestre si pravimo. Spet, ne, to ne bo prazna fraza. Ta beseda ima veliko globino, če jo hočemo resno vzeti. In zato Pavel recimo takole reče Kološanom. Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih. To Božje kraljestvo prahaja, da pustimo, da ta nebeški mir, to ni mir, ki je narejen s človeškimi sredstvi. To je mir, ki je narejen z nebeškimi sredstvi. S krvjo jagnega, z Božjo besedo, s Svetim Duhom. No in vemo, da Božja vladavina je vladavina krotkih. Tisto, ki pravi, blagor krotkim, ker bodo deželo podedovali, tukaj moramo čutiti, kakšno protislovje je tukaj noter. Ne? Krotki pomeni nenasilni. Ne? V svetu je sve tako, da si usvajajo ozemlja tisti, ki so močni, tisti, ki silo uporabljajo. Jezus obrne na glavo za tega. Ne, krotki bodo tudi, bodo lastniki. Oni, ki se odpovejo sili, ki ne uporabljajo sile. No in zato, ker je se to že v stari zavezi vidimo, ne? To Mesijevo kraljestvo je kraljestvo miru, ne? In je kraljestvo krotkih. Te bojo ustali prave pravoki. Krotko ljudstvo bo preostalo na Sionu. Ampak zaradi tega tudi vidimo, zakaj bo dejansko Bog na koncu mogel odstraniti zle ljudi iz sveta. Čisto preprosto zato, ker z njihovo prisotnostjo ta vladavina ne bo mogoča. Če bi eni še naprej radi bili nasilni, enostavno ta vladavina ne bo možna. Ampak mi tukaj smo poklicani, da smo tisti, ki delajo mir, pravi Jezus, ki ustvarjajo mir. No in ta mir, ne, to blagostanje, to je tisti šalom, za katerega je bil svet ustvarjen in za katerega je bil človek ustvarjen. Ko mi živimo drug z drugim in z Bogom v tem miru, vstopamo v to, kar je Bog od začetka hotel. Tukaj se vračamo na tisti temelj, ki ga je Bog na začetku že postavil. Se pravi to, da kristjani živimo v miru drug z drugim, pa da živimo v ljubezni drug do drugega. To že samo po sebi je ogromno vključevanje.
Veliko, veliko večje, kot se nam mogoče zdi. Ker to pomeni, da na tem svetu obstaja nekaj, kar že konkretno spominja in kaže in dejansko živi tisto, kar prihaja. S tem, ko smo v miru drug z drugim in ko smo v ljubezni drug z drugim, smo že živa predslika tega, kar prihaja. Zato je Jezus rekel, po ljubezni, ki je med vami, bojo res poznali v zumi, da ste bili maničenici. Zato je tukaj ogromno, če hočete, evangelizacijski potenciali v tem noter, da res želimo na tak način ljudi drugega. No in dejansko, če bi šli zdaj naprej in bi razmišljali o drugih lastnostih te države, ali pa te vladavine, ali pa te oblasti, v bistvu vedno pridemo do istega. Vidimo, vse te lastnosti vidimo v Jezusu. Jezus vse te stvari kaže, demonstrira in jih črpamo iz njega. Prav, moramo gledati njegov značaj, njegovo obnašanje, kako se obnašal, kako se je odzival, kako je on delal z ljudmi. In zdaj moramo tudi vedeti, da vse te lastnosti pa v nas prav goji, vzgaja svoj duh. Dejansko je tisto, kar Nova zaveza govori o sadu duha, govorimo točno v isti stvari. V pismu Galačanom beremo, da je sad duha, da je ljubezen, da je veselje, da je mir, da je potrpežljivost, da je blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. In to je sad, ki ga duh v nas vzgaja. No, tukaj se zdaj lahko vrnemo na tisto, ki smo rekli, da je ta naš čas tukaj, v tem času, da je trening. Ker sad je pa nekaj, kar ne zraste kar tako. To ni nekaj, kar dobiš tako. Tukaj je vaja, tukaj je trening. Vse isto je pri športu, če hočeš biti dober. En dan treninga ni nič, tudi en teden, tudi en mesec ni nič. Tukaj se merijo stvari v letih. Enako spet, če hočeš se učiti kakšnega inštrumenta glasbenega, spet boš porabil ogromno časa, ampak dejansko pa vaja pa naredi, da ene stvari, v katerih si se na začetku spotikal, si skozi padal, čez čas pa postanejo tvoja druga narava in se sam znajdeš v tej stvari, ki jo treniraš. In točno to je trening za Božje kraljestvo. Trening v temle, v sadu duha. Ker to je izziv, seveda, ki ga imamo. Pri tem je zelo pomembno videti tole, da pri vsakem treningu padaš. In to, da si padal, to pomeni samo to, da treniraš. Bistveno je, da se ne utrudaš. Bistveno je, da ustrajaš. Bistveno je, da kapaš, da se poberaš in greš nazaj, da naprej. To je zelo pomembno, ta vizija treninga. In to treninga na dolgo progo je nekaj, kar moramo usvojiti. Živimo v instant družbi. Ampak Bog pa ni instant. Bog gre pa na dolgi rok z nami. In želi tudi, da mi se tako v srcu pripravimo enako. Da se pripravimo na dolg tek. Na eno samo dolgo poslušnost v isti smeri, kot pravi na avto. Prav bistveno je, da se ne pustimo obupati. Če ne gre še toliko slabo, to nima veze. Važno je, da nadaljuješ s treningom. Bog nas trenira. Bog bo svoje stvari že izpeljal. Samo ne izgubiti upanja, ne izgubiti volje, ne izgubiti cilja izpred oči. No, pa še en vidik bi izpostavil, na konec. V bistvu bi mogoče lahko govoril nekaj o ekonomiji te države. Ker tudi ekonomija te države je nekaj posebnega. Živimo v svetu, kjer vlada tržna ekonomija. Tržna ekonomija deluje po principu daj dan. Jaz dam nekaj, dobim nekaj in tako funkcionira ta svet. Recipročnost. V Božjem kraljestvu pa vlada drugačna ekonomija. V Božjem kraljestvu pa vlada ekonomija daru, kot rečejo, se pravi. To je pa Bog, ki je vsem nam dal dar, ki si ga ne zaslužimo. V svetu je vse povezan, kar si zaslužiš, to plačaš, to dobiš, tako funkcionira. Ampak ekonomija v tej državi je pa čista ekonomija, čistega daru, čiste podarjenosti. Že prej sem rekel, Bog nam je podaril Kristusa in z njim nam je podaril vse, piše, vse tam pismo. Kako nam ne bo z njim dal vsega? Grge Pavel skritme, vrš je svet in angeli in tako naprej. Vi ste pa Kristusovi.
Tukaj smo se predstavili, tukaj res rabimo prenovo svojega uma, ker to nam ni prirojeno. Nič v tem svetu nas ne bo naučili, tako živeti. Tega se moramo zavedati, bomo realistični tukaj. Nič v tem svetu nam ne bo pomagali pri tem. Tukaj se moramo direktno učiti od učitla, od Jezusa. In zato je toliko pomembna ta prenova uma, ker ta ekonomija dejansko obrne vse na glavo. Mi smo ljudje, ki smo prišli k Bogu dejansko kot berači vsi, ker drugače človek ne more priti k Bogu. Kot bedni, grešniki, ampak Bog nas je pa sprejel veliko milosti, nas je očistil, nas je upravil, nas je prenovil, nas je posvetil, nam je dal svojega duha. Ja? Čisti dan, čisti, bogat, neizmeren, neizrekljiv dan. In v tem dalu stojimo in Bog nam je odprl, Bog prav proste in bomo dano. Bog želi, da mi dejansko to darovanje resno vzamemo in da se vključimo vanga. Prvič, da razširimo svoje srce, svojo vero, da začnemo prejemati, da začnemo sprejemati res to bogatstvo milosti. Tukaj rabimo pomoč. Sej Pavel sam tudi prav, Bog nam je dal svojega duha, zato da bi mi lahko dojeli, kaj nam je on milostno podaril. Naše meso ne razume, ne šteka. Tukaj rabimo direktno pomoč, direkt iz Božjega srca, da sploh vidimo ta velik milostni dar, ki nam je dan. Potem pa, ker to prejemamo, seveda smo pa mi zdaj ta dobra ambasada tukaj, da to delimo naprej. Svet živi v pomankanju, živi tudi v duhovnem pomankanju. Tukaj živimo v duhovni bedi in revščini. Čeprav smo tako imenovan razviti svet, je v duhovnem smislu tukaj vlada, je to 4. svet, ne 3. Ampak mi pa imamo, Bog nam je pa dal vsakmu je dal bogatstvo daru. Glejte, to je vrstica v 1. Petrovem pismu. Kot dobri oskrbniki mnogo tere Božje milosti strezite drug drugemu z milostnim darom, kakor ga je kdo prejel. Prav, prvič jasno, vsak je prejel milostni dar, ni enega v Kristusovem telesu, ki ni obnaden. Če tega ne čutaš nič hudega, išči, ampak vedi, da ga imaš od Boga 100%. V Božjem kraljestvu smo poklicani za delo, ampak za tako dobro, veselo delo, izredno veselo delo. Tako, ki prinaša to Božje ozdravljenje, to Božje osvobojenje. In vsi smo prejeli od Kristusa, bodite gotovi, to iščite. In zdaj s tem ne bi mi stregali drug drugemu in seveda svetu. In tukaj najprej seveda to velja za duhovne darove, talente, ki smo jih, sposobnosti, ki smo jih prejeli, ampak to seveda tudi vključuje naše imeti. To, kar imamo, ker ne nazadnje, tudi to, kar jaz imam, ki so pridobile tele roke, so pridobile zato, ker je nekdo temne rokam dal moč, da lahko te naredi. Brez te moči te roke nič ne more. Nič. Vse, kar imam, je dal čisto vse. In zato moramo strežiti drug drugemu in seveda predvsem tistim, ki so v stiski. Prva cerkev je bila tukaj zelo jasna in zelo živa, potem se vemo te opise v apostolski deli, kako so si vse delili med sabo. Ta vizija je močna, ker potrjuje to temeljno logiko, to temeljno naravo, to temeljno značilnost Božjega kraljestva, da smo vsi deležni daru, ki ga itak nikoli ne bomo mogli odplačati in povrniti nazaj. Vsi živimo iz tega neznanskega daru, ki je vzšel nad nami. In zato je pa to bolj važno, da mi tudi radimo radodarni. Radodarnost v vseh pogledih je taka tipična značilnost Božjega kraljestva in ljudi, podanikov te nove države, ki je Jezus ustanovil svojo krvjo. Se pravi, in seveda tudi taki moramo biti tudi do tistih zunaj, ker s tem direktno vršimo to oblast iz Novega Jeruzalema. Širimo te darove, ki prihajajo od tam, jih mi samo širimo in nosimo naprej in strežemo vsem. Mimo grede, ko smo brali prej tale Pavlov seznam iz pisma Galačanom, o sadu duha, tam je to omenjeno, beseda dobrotljivost, dejansko na grščini so pomeni darežljivost, radodarnost, velikodušnost. Zato nas duh vzgaja, da smo taki. In to do vseh ljudi. Tukaj se mi zdi spet prav v tem času mogoče, ker živimo v takem času, vsak zase, vsak tako, ne. Tukaj pustimo duhu, da nas zmehča, pustimo Božji besedi, da nas naredi rodovitne tukaj v tem. Se
Se pravi, bodimo pogumni, bodimo neomajni v tem ambasadorskem delu, bodimo ustrajni, ker vemo, da s tem, če to resno vzamemo, potem nekaj te slavne prihodnosti, za katero verjamemo, da bo svoj čas prišla. Nekaj te slavne prihodnosti prihaja že v ta čas. Če smo tukaj zvesti. Apostol Pavel je rekel, ena zelo čudna stvar prav, v meni zdaj deluje Kristusov križ, da bi se v mojem umrljivem mesu razodelo tudi njegovo ustajenje. Pazite, v umrljivem mesu. Se pravi, takam nekaj, ko imam jaz, pa ti. In to je o tem govorim. Tukaj, ko se tako postavimo, ko se tako pustimo vključiti v Božji načrt, ki ga je gradil stoletja, tisočletja, potem dejansko se v nas začne svetlikati malo tiste slavne prihodnosti. In tista slavna prihodnost pol ni več kar naenkrat, tako kot ena bajka. Začne postajati realna in se nas in zavil okrog nas. V to smo poklicani. In če smo že rekli, da je molitev prva skrb, potem predlagam, da ustanemo in da molimo zavil okrog nas, da kličemo Božjo milost na vse in da se pustimo Bogu, da postanemo Božji skrbniki. Ne veš, ki oče, hvaležni smo ti za Jezus, ker si ga poslal, da nas je zbral, da nas je očistil, da nas je oprav. Hvala ti za ta dar, ker si ga nismo zaslužili. Zelo se ti zahvaljujemo, oče. Hvala ti, Gospod. Pomagaj nam, da odgovorimo na tvojo ljubezen, koliko je mogoče, Gospod. Res, in koliko ti nam praviš. Daj nam, Gospod, spodbudi nas močno in nas močno okrepčej. Dvigaj naša srca, dvigaj naš da mislimo tvoje misli, da gledamo s tvojim pogledom. Daj nam zaupnost s tabo, da vemo, da smo tvoji predstavniki tukaj po milosti, Gospod. Daj nam tukaj veliko pogumnost in veliko srčnost, da delamo to, kar vidimo tebe, da delaš, Gospod. Da smo res tvoje telo tukaj na zemlji, ki je podobno. In prosimo te zdaj, oče, res kot tisti, ki smo zbrani okoli Jezusa, oče, molimo in prosimo za ljudi okoli nas. Poglej, Gospod, poglej, usmil se, Gospod. Usmil se mnogih, ki strašno trpijo okrog nas, ki so obupani, Gospod. Usmil se unih, ki so mogoče, ki mislijo na samomor, Gospod. Usmil se vseh, Gospod, ki so tako ali drugače v težavah, v stiskah, v brezupu, oče. Prosimo, oče, v imenu Jezusa, naj spomnim se obljube, da bojo vsi narodi blagoslovljeni v Jezusu. Prosimo te, spomnim se tudi tega naroda. Usmil se, najprej res tvoja milost, Gospod, odpust grehe, odpust krivice, Gospod. Sper krivdo, Gospod, po krvi, enega in edinega jagneča, Gospod. Naj res tako, kot je sam rekel, mi tudi molimo, pridi tvoje kraljestvo, Gospod. Zgodi se tvoja volja, kolikor je v nebesih, oče, kolikor je pretep na tvojem prestolu, tako tudi na zemlji. To te prosimo in tvoje ime, veliko in čudovito in strašno, naj bo res posvečeno med nami, v nas in povsod, oče. Res, kolikor v nebesih, tako ne bo pa vsej zemlji. Aleluja, nahran nas in tudi pomagi nam, da nahranimo druge s tvojim nebeškim kruhom. Odpusti nam tako, kot odpuščamo, Gospod, in reš nas vsega zla. Oče, vse to, da prosimo v imenu Jezusa, našega vladarja. Amen. Amen. Amen.